V športnem parku v Radomljah je bil na sporedu derbi 12. kroga med vodilno ekipo Radomelj ter tretjo uvrščeno ekipo Roltek iz Doba. Šlo je za sosedski obračun dveh ekip, ki sta v zadnjem obdobju v izjemno dobri formi. Ekipa Radomelj na domačem terenu še nepremagana. 8. minuta, prva akcija za Radomlje, strel domačih in brani Vezirović. Potem je sledila še ena akcija, podaja z leve strani, Stojilković pa je takole streljal preko vrat. Nogometaši Radomelj so bili v pričetku prvega polčasa boljši nasprotnik, tole je že akcija z nekaj minut pozneje, ko je po kotu eden izmed domačih streljal na drugo vratnico, vendar žoga je zletela mimo vrat. V 18. minuti še ena nevarna akcija, tudi tokrat je bil najnevarnejši mož Radomelj, Dušan Stojilković, ki je bil izjemno dobro razpoložen v prvem polčasu, vendar potem le strelu zatresel zgolj zunanji del mreže. Potem pa je sledila prva akcija za Dob in takole akcija Semljarja in odlična obramba vratarja Radomelj Ivačiča, ki se je prvič na tem srečanju izkazal z obrambo. Že takoj, nekaj sekund pozneje, še ena akcija za Dob in ponovno Aljaž Ivačič, ki je tudi tokrat dobro posredoval, strelec pa je bil Čretnik, vendar premalo natančen. Po kotu je sledila še ena akcija za Radomlje in strel preko vrat, potem pa tale akcija v 31. minuti in vodstvo Rolteka iz Doba takole podaja z desne strani in Borut Semljar se je znašel sam pred Ivačičem, ki je tokrat klonil, nekoliko je zaspala obramba Radomelj in nogometaši Doba so prišli do vodstva z 0:1 na izjemno težkem gostovanju pri Radomljah, ki v letošnji sezoni, kot že rečeno, še niso izgubili. Potem še ena akcija, podaja z leve strani in neverjetno zapravljena priložnost, tudi tokrat Stojilkovića. No, v 42. minuti pa je prav Dušan Stojilković le uspel realizirati priložnost in takole z glavo zatresel mrežo Doba in še pred koncem prvega polčasa poskrbel za izenačenje na 1:1. Podaja z leve strani, Dušan Stojilković pa najvišji v skoku in žogo poslal v mrežo. V drugem polčasu pa že takoj v 58. minuti samostojna akcija Radomelj in takole potem strel mimo desne vratnice, ostalo je pri rezultatu 1:1. 72. minuta pa najnevarnejša akcija za Dob v drugem polčasu. Lunder se je po podaji Semljarja znašel sam kot duh pred Ivačičem, vendar Ivačič je z glavo odlično obranil tale strel. V izdihljajih tekme še priložnost za Radomlje, Zorc je streljal prek vrat in je imel lepo priložnost, da bi Radomlje popeljal vodstvo, no, kar se ni zgodilo v 78. minuti, pa so Radomljani le uspeli potrditi v sodniškem podaljšku, ko je Liridon Osmanaj po nesebični podaji soigralca prišel do zadetka in tako Radomlje popeljal do težko pričakovane zmage z 2:1. Po 10 tekmah brez zmage nad Dobom so danes nogometaši Radomelj prvič v svoji zgodovini premagali nogometaše Doba z rezultatom 2:1, torej Liridon Osmanaj je postavil končni rezultat 2:1 v športnem parku v Radomljah.